AI naj bi sprožil čistko med belimi ovratniki, vendar je resničnost drugačna. V sejnih sobah podjetij s seznama Fortune 500 po vsej državi na tisoče AI agentov ugašajo. Ne zato, ker ne bi delovali, ampak ker so pravna tempirana bomba. Prevladujoča zgodba je, da tehnološki velikani vlagajo vse, da bi zmagali v AI oboroževalni tekmi, vendar je resničnost veliko bolj zapletena. Svoje sisteme razbremenjujejo pravne odgovornosti, medtem ko vlagajo milijarde v njihovo izgradnjo. In ko se prah poleže, bo moral nekdo to še vedno plačati. Ameriški sistem meddržavnih avtocest je dolg 77.000 kilometrov. Za izgradnjo so potrebovali 35 let in je v današnjem denarju stal $630 milijard. To je po vseh merilih ena najpomembnejših infrastrukturnih naložb v človeški zgodovini. Medtem pa bodo velike tehnološke družbe leta 2026 samo za infrastrukturo umetne inteligence porabile $5 milijard. Ta številka se je v samo 2 letih več kot podvojila in naj bi do leta 2030 še naprej naraščala v bilijone. Dejansko zdaj Goldman Sachs ocenjuje, da bo skupni račun za infrastrukturo umetne inteligence od zdaj do leta 2031 presegal $1 bilijon. Za takšen denar bi pričakovali revolucijo. Kar te družbe trenutno dobijo, je le nekaj centov na dolar. Celoten svetovni trg storitev umetne inteligence je leta 2025 ustvaril približno $25 milijard v primerjavi z več 100 milijardami porabljenimi za infrastrukturo. Ko je kitajski startup DeepSeek januarja 2025 razkril, da je zgradil konkurenčen model umetne inteligence z uporabo Nvidijinih čipov nižjega razreda za manj kot $6 milijonov, se je to zdelo skoraj nemogoče. Vendar je to vseeno pretreslo trg in v enem samem dnevu izničilo približno $590 milijard tržne vrednosti podjetja Nvidia. To je bila največja enodnevna izguba v zgodovini ameriškega borznega trga. DeepSeek, daleč od tega, da bi uničil umetno inteligenco, je zgolj postavil vprašanje, ki si ga je zastavil vsak vlagatelj. Zakaj pravzaprav plačujemo? Podjetja, ki porabljajo ta denar, ga nimajo kar tako na voljo, ampak si ga izposojajo. Medtem ko je Alphabet v letu 2025 svojo dolgoročno zadolženost povečal za 4-krat na $500 milijarde, je 5 največjih tehnoloških podjetij samo lani izdalo $108 milijard novih obveznic. Bank of America zdaj ocenjuje, da kapitalski izdatki za umetno inteligenco zdaj porabijo 95% denarnega toka iz poslovanja po izplačilu dividend. Amazon napoveduje 95% padec prostega denarnega toka zaradi stroškov vzpostavljanja zmogljivosti za umetno inteligenco. V bistvu zastavljajo svojo sedanjost za prihodnost, ki se še ni pojavila. To tveganje je resnično zaskrbljujoče. Če bi šlo za zagonska podjetja, ki bi sledila navdušenju, bi bilo to nekaj drugega. To so najspretnejši upravljavci kapitala na svetu. Ko tako zapravljajo, ali vedo nekaj, česar mi ostali ne vemo, ali pa so ujeti v nekaj, česar ne morejo ustaviti, ne da bi priznali, da so se zmotili. Kakorkoli, nekaj je šlo narobe. Da bi razumeli, kaj se je zgodilo, se morate vrniti v trenutek, ko je žalujoči moški v Vancouveru postavil preprosto vprašanje klepetalnemu robotu letalske družbe in zavedno spremenil korporativno pravno zgodovino. Na dan, ko je umrla njegova babica, je Jake Moffat odprl svoj prenosnik in obiskal spletno stran Air Canada, da bi rezerviral let iz Vancouvera v Toronto. Imeli je eno vprašanje, ali letalska družba ponuja žalne vozovnice in ali lahko za eno zaprosi tudi po opravljenem letu. Vprašal je klepetalnega robota in ta je odgovoril pritrdilno. Svetoval mu je, naj svojo zahtevo odda v 90 dneh po nakupu in popust bo naknadno upoštevan. Tako je Moffat rezerviral vozovnico, odletel v Toronto, se vrnil domov in nato vložil zahtevo, kot so mu svetovali. In Air Canada jo je zavrnila. Njihova dejanska politika je, kot se je izkazalo, zahtevala, da se prošnje za žalno tarifo vložijo pred potovanjem. AI klepetalnik si je preprosto izmislil politiko, ki ni obstajala, jo samozavestno navedel in poslal žalujočega moškega, da je kupil vozovnico po polni ceni na podlagi laži. Zato je Moffat tožil. In to, kar se je zgodilo potem, je razlog, da ima zdaj vsak korporativni pravnik v Ameriki svoje mnenje o klepetalnikih. Pravna obramba Air Canada je bila zanimiva. Trdili so, da ne morejo biti odgovorni za informacije, ki jih je podal njihov klepetalnik, ker je bil klepetalnik, citiram, ločena pravna oseba odgovorna za svoja dejanja. Uporabili so programsko opremo, ki je zastopala njihovo podjetje, in ko je ta programska oprema povzročila škodo, je bilo njihovo stališče v bistvu ne krivite nas. Član tribunala Christopher Rivers ni bil navdušen. Čeprav ima klepetalnik interaktivno komponento, je zapisal, je še vedno le del spletne strani Air Canada. Air Canada bi moralo biti jasno, da je odgovorno za vse informacije na svoji spletni strani. Ni pomembno, ali informacije prihajajo s statične strani ali iz klepetalnika. Air Canada je bila prisiljena plačati $812, kar je v primerjavi majhen znesek. Precedens pa ni bil. Ta odločitev je bila sprejeta februarja 2024. Sledila je korporativna panika, ki sicer ni prišla na naslovnice, a jo je bilo mogoče opaziti v razdelkih o tveganjih v poročilih SEC. Leta 2020 je 4% borznih družb v svojih letnih poročilih omenilo umetno inteligenco kot pomembno tveganje.
Do leta 2024 je ta številka narasla na 43%. Med podjetji iz seznama Fortune 500 jih zdaj 56% navaja umetno inteligenco kot uradni dejavnik tveganja. Med podjetji iz medijske in zabavne industrije pa je ta delež 92%. Tudi sama Komisija za vrednostne papirje in borzo, SEC, je pošiljala uradna pisma z zahtevo po natančnejših razkritjih, pri čemer je samo v letu 2024 izrekla za 8,2 milijarde dolarjev finančnih sankcij. Podobna razširjenost razkritij je podnebne spremembe v ameriških podjetjih dosegle šele po desetletjih. Umetna inteligenca je to dosegla v 3 letih. Kar je določila sodba proti Air Canada, je to, da karkoli vaša umetna inteligenca pove stranki, ste to rekli vi. Odgovornosti ne morete prenesti na programsko opremo, ki jo uporabljate. Ne morete samo pokazati na stroj in se delati nedolžnega. Vi ste ta stroj. Za tehnologijo, ki ne more zagotoviti, da si ne bo izmišljavana stvari, je ta sodba ustvarila popolno gotovost. Če umetno inteligenco uvedete v velikem obsegu, odgovornost slej ko prej sledi. Večje vprašanje je, ali bo sploh še kdo ostal, da bo poravnal račun. Julija 2024 je raziskovalno in svetovalno podjetje Gartner napovedalo, da bo vsaj 30% podjetniških projektov generativne umetne inteligence opuščenih po fazi dokazovanja koncepta do konca leta 2025. Do aprila 2026 so morali svojo prvotno oceno popraviti. Izkazalo se je, da je bilo dejansko približno 40% podjetniških projektov umetne inteligence, začetih v preteklih 2 letih, opuščenih, še preden so sploh prišli v produkcijo. Poleg tega Gartner zdaj napoveduje, da bo več kot 40% projektov agentne umetne inteligence, naslednje generacije orodij umetne inteligence, na katera podjetja trenutno stavijo, preklicanih do konca leta 2027. Pokopališče se še naprej povečuje. S&P Global Market Intelligence je podal še natančnejše številke. Povprečna organizacija je opustila 46% dokazov koncepta umetne inteligence, še preden so prišli do proizvodnje. Od začetih projektov jih le 48% pride do proizvodnje, povprečno pa mine 8 mesecev med prototipom in lansiranjem. To je 8 mesecev inženirskih ur, stroškov infrastrukture in pozornosti vodstva ob zgolj 50% možnosti, da bo na koncu sploh kaj dostavljeno. McKinsey, drugo svetovalno podjetje, je konec leta 2025 opravilo raziskavo med organizacijami po vsem svetu in ugotovilo, da 88% uporablja umetno inteligenco vsaj v eni poslovni funkciji. Če se to sliši kot zgodba o uspehu, ni tako. Le 39% jih je poročalo o kakršnemkoli merljivem vplivu na dobiček. Največ 61% jih je poročalo, da umetna inteligenca ni imela nobenega pomembnega finančnega vpliva na njihovo podjetje. Približno 6 od 10 podjetij je umetno inteligenco vključilo v svoje poslovanje, vendar ne morejo pokazati merljivega donosa, ki bi ga ta prinesla. Razlogi so dovolj znani, da jih je Gartner celo poimenoval. Slaba kakovost podatkov, šibki nadzorni mehanizmi tveganj, naraščajoči stroški in nejasna poslovna vrednost. Vsak projekt stane med 5 in 20 milijonov dolarjev za izgradnjo in uvedbo. Če to pomnožimo s tisoči pobud podjetij iz seznama Fortune 500, govorimo o več 10 milijardah dolarjev zakopanih na korporativnem pokopališču. Za velika tehnološka podjetja je še slabše. Raziskava Deloitte iz leta 2024 je pokazala, da je 47% uporabnikov umetne inteligence v podjetjih priznalo, da so sprejeli vsaj eno pomembno poslovno odločitev na podlagi vsebine, ki jo je umetna inteligenca preprosto izmislila. Z drugimi besedami, skoraj polovica jih je že zaupala halucinaciji, ki je imela resnične posledice v resničnem svetu. Seveda so se stvari od leta 2024 precej razvile. Revolucija učinkovitosti je še vedno zaželena možnost, saj se agentna umetna inteligenca izboljšuje. Ampak ne bi bili človek, če se ne bi vprašali, zakaj se napake, ki ste jih videli iz prve roke, zdijo odsotne v izračunih trga. Obstaja posebna vrsta korporativnega strahu, ki se pojavi tam, kjer bi ga najmanj pričakovali – v zavarovalnih pogodbah. V bistvu, če ljudje, katerih celoten poslovni model je odvisen od njihove sposobnosti pravilnega ocenjevanja tveganja, nekaj označijo za nezavrljivo, je to običajno velika rdeča zastava. Januarja 2026 je Insurance Services Office uvedel nove izključitve, usmerjene proti generativni umetni inteligenci. V bistvu, če generativna umetna inteligenca povzroči škodo, ne domnevajte, da ste zavarovani. Novo besedilo, policija začel izključevati zahtevke povezane z besedilom, slikami, zvokom, videom in kodo ustvarjenimi z umetno inteligenco. To velja za vsak velik jezikovni model, ki je bil kdajkoli ustvarjen. Klepetalniki, AI sopiloti, avtonomni agenti, vsi so označeni s črnim in izključeni iz polic, ki pokrivajo 82% ameriških podjetij. V letih 2024 in 2025 so zavarovalnice ožale kritje za umetno inteligenco v obstoječih policah, s tem, da so zaostrile besedilo in dodale izključitve. W.R. Berkley je uvedel absolutno izključitev umetne inteligence v vseh zavarovanjih za direktorje in uradnike, napake in opustitve ter fiduciarno odgovornost. AIG je to opazil in rekel, no, tudi mi bomo naredili nekaj podobnega.
Great American Insurance je sledil. Chubb, Travelers in Berkshire Hathaway so prejeli državno regulativno odobritev za lastne izključitve. Državni regulatorji so odobrili več kot 80% teh zahtevkov. Industrija je to že videla. Pred desetletjem je kibernetsko zavarovanje šlo skozi enak cikel. Obstajalo je nevidno kritje, dokler se niso začele kopičiti zahtevki, nato pa so sledile izključitve. Sčasoma so se pojavili samostojni produkti s premijami, ki jih večina podjetij ni mogla prenesti. Trg odgovornosti za umetno inteligenco pospešeno ponavlja enak cikel. Zavarovalnice niso moralni akterji. Ne izključujejo stvari zato, ker bi jih imele za neokusne. Izključujejo jih, ker računica ne vzdrži. Poskušali so ovrednotiti odgovornost za umetno inteligenco v letih 2024 in 2025, vendar je 42% zavarovalnic sporočalo, da sploh ne spremljajo nobenih meril tveganja za umetno inteligenco. Ko ne moreš izmeriti tveganja, ga ne moreš ovrednotiti, in ko ga ne moreš ovrednotiti, ga izključiš. Pravni sistem je rekel, karkoli naredi tvoja umetna inteligenca, si naredil ti. Zavarovalniška industrija je rekla, tega ne bomo krili, kar je pomenilo, da je vsako podjetje, ki je še vedno uporabljalo sisteme umetne inteligence dostopne javnosti, nosilo vso odgovornost, samo in to na strojni opremi, ki je hkrati izgubljala večino svoje vrednosti. Poleti 2023. Če si želel najeti en sam Nvidia H100 GPU, osnovni čip na začetku oboroževalne tekme na področju umetne inteligence, si plačeval med $7 in $10 na uro. Če si ga želel kupiti na sekundarnem trgu, si za eno kartico odštel $40 do $50 tisoč. Startupi so H100 vnašali v svoje bilance kot sredstva, vlagatelje tveganega kapitala pa je zanimalo, koliko jih imajo njihova portfeljska podjetja v svojih knjigah. Tržna kapitalizacija podjetja Nvidia je kmalu presegla prag $1 bilijona in še naprej rasla. Februarja 2026 je dosegla $5 bilijonov. H100 je bil za kratek vrtoglav trenutek najbolj strateško dragocena strojna oprema na svetu. Danes ga lahko najamete za $2 na uro. Junija 2025 je AWS čez noč znižal ceno H100 za 45%. Sekundarni trg se je takoj zatem sesul. Grafične kartice, ki so se med AI razcvetom prodajale tudi za $50,000, so bile nenadoma vredne manj kot polovico tega. Celotni strežniški sistemi H100, ki so nekoč stali več kot $350,000, so se zdaj prodajali za delček svoje najvišje vrednosti. Več kot 300 novih ponudnikov GPU oblačnih storitev je vstopilo na trg samo v letu 2025. Vsi pa so prodajali zmogljivosti, ki jih nihče ni kupoval po pričakovanih stopnjah. Tisoče podjetij razmišlja, ali bi prodala kartice z izgubo. To je razlika med tem, ali lahko izplačajo plače ali ne. To kaže na globlji problem glede infrastrukturne teze, ki je opravičevala celotno izgradnjo. Argument je bil vedno, da je računska moč redka, da ta redkost ustvarja vrednost in da bo tisti, ki nadzoruje največ računske moči, zmagal v tekmi umetne inteligence. DeepSeek je ta argument razbil s tem, da je zgradil model, ki je konkurenčen GPT-4 in to s proračunom, ki ga Meta porabi za pogostitev. Telekomunikacijska industrija se je te lekcije naučila na težji način v poznih 90-ih letih, ko so podjetja vložila več kot $500 milijard v optične kable na podlagi napovedi o 1000-odstotni letni rasti internetnega prometa. Ko se je monetizacija ustavila, so se trgi dolgo zaprli. Kilometri optičnih kablov so leta samevali neizkoriščeni, v lasti podjetij, ki jih ni bilo več. Sredstvo je bilo resnično, vendar poslovni model zgrajen na njem ni bil. Nobena količina Googlovega širjenja optičnega omrežja v desetletju po letu 2010 tega ni mogla popraviti. Razprodaja H100 je presežek optičnih vlaken leta 2025. Strojna oprema je resnična, prihodki naj bi sledili, pa niso. Danes so bilijonska podjetja, ki opazujejo, kako njihova strojna oprema izgublja vrednost, sprejela premišljeno odločitev, kaj storiti s svojim denarjem. Podjetja se odločijo za potezo, ko verjamejo, da so njihove lastne delnice boljša naložba kot njihova prihodnost. Vzamejo svoj denar in ga uporabijo za odkup lastnih delnic. To zmanjša število delnic v obtoku, poveča dobiček na delnico, kar nato dvigne ceno delnice. Investitorji so navdušeni, uprave so navdušene, vsi zmagajo. Kljub temu je to znak, da so najpametnejši med njimi preučili vse možnosti in se odločili, da ne bodo stavili na prihodnost. Namesto tega so stavili na nekaj, kar že danes prinaša denar. V zadnjih 5 letih so podjetja, ki najglasneje govorijo o revoluciji umetne inteligence, počela prav to, in to v obsegu, ki ga je težko povsem dojeti. Alphabet je porabil približno $280 milijard za odkup lastnih delnic. Meta in Microsoft sta porabila desetine milijard. Apple, ki je do nedavnega komaj govoril o umetni inteligenci, je v zadnjem desetletju porabil $704 milijard za odkup lastnih delnic. To je več kot celotna tržna vrednost 488 podjetij v indeksu SP500. In potem so se začeli kopičiti računi za podatkovne centre.
Ves denar je izginil. Septembra 2024 je Microsoft obljubil delničarjem program odkupa delnic v vrednosti $60 milijard. To je nakazovalo, da ima podjetje dovolj denarja, je samozavestno in zavezano vračanju denarja ljudem, ki ga imajo v lasti. Eno leto kasneje je od te obljubljene vsote še vedno povsem nedotaknjenih $57,3 milijarde. Microsoft si ni premislil, vendar je bil vsak prosti dolar preusmerjen v plačevanje strežnikov, podatkovnih centrov in infrastrukture za umetno inteligenco. Z drugimi besedami, zavezali so se, vendar si tega niso mogli privoščiti financirati. Tako v resnici izgleda dirka v umetni inteligenci od znotraj. Zgodba, ki jo prodajajo, je samozavesten tek v prihodnost. Resničnost pa je hitenje, da bi jo financirali. Podjetja so ujeta med pričakovanja vlagateljev in naraščajoče stroške infrastrukture umetne inteligence. Za Microsoft je to pomenilo obvezo v višini $60 milijard, ki v poslovnih knjigah visi kot neizterljiva zadolžnica. Pričakuje se, da bo prosti denarni tok podjetja Alphabet leta 2026 padel za skoraj 90% s 73,7 milijarde na $8,2 milijarde. In leta 2025 so Alphabet, Amazon, Oracle, Meta in Microsoft izdali za $121 milijard novega dolga prek obveznic, da bi ohranili poslovanje. To je 4-krat več, kot si je povprečno izposodila celotna tehnološka industrija v kateremkoli letu prejšnjega desetletja. Revolucija umetne inteligence se financira na kredit, ne iz dobička. In organizacijske šeme, ki naj bi dokazale, da to deluje, so se začele spreminjati. Na neki točki leta 2023 je nekdo v oddelku za korporativno komuniciranje v sporočilo za javnost vtipkal besede generativna umetna inteligenca in bil resnično navdušen nad svojo službo. Ta izraz je imel težo, imel je pridih skrivnostnosti. Namigoval je, da stroj nekaj ustvarja, skoraj da razmišlja, generira. Beseda je opravila veliko dela za številna podjetja, ki niso imela pojma, kaj bodo dejansko naredila s to tehnologijo. Do leta 2026 se je zagon za generativno umetno inteligenco spremenil v agentske poteke dela. Ljudje govorijo o avtonomnem usklajevanju procesov in inteligentni avtomatizaciji. To je povsem ista tehnologija, vendar so obljube o tem, kaj lahko prinese, bistveno manjše. Danes vam razlika med jezikom leta 2023 in jezikom leta 2026 pove skoraj vse, kar morate vedeti o tem, kaj se je zgodilo vmes. Pogovor se je premaknil od možnosti k dokazom, od vprašanja, kaj bi to lahko naredilo, k temu, kaj je dejansko prineslo. Podjetja, ki so preživela val propadlih uvedb projektov umetne inteligence, so to dosegla tako, da so svoje projekte umetne inteligence naredila manjše, ožje in manj izpostavljene tožbam, ne pa tako, da bi ves svoj denar vlagala v klepetalne robote, ki bi lahko odgovorili na vsako vprašanje, ali umetno inteligenco, ki bi dobro pisala strategijo podjetja. To pomeni veliko programske opreme za usmerjanje, ki pošilja zahtevke za podporo strankam v pravi oddelek, in umetno inteligenco, ki pregleduje pogodbe zaradi nestandardnih klavzul, torej stvari, ki so dolgočasne, specifične in merljive. Stvari, pri katerih ljudje napake še vedno lahko opazijo, preden te postanejo drage. In nazivi delovnih mest to odražajo. Leta 2025 je imelo 26% organizacij glavnega direktorja za umetno inteligenco ali CAIO. Do leta 2026 je ta številka poskočila na 76%, s čimer se je v enem samem letu potrojila glede na raziskavo IBM med 2000 izvršnimi direktorji iz 33 držav. Če pa natančno preberete, zakaj so ti CIO-ji dejansko zaposleni, je očitno, da se je vloga temeljito spremenila. Včasih so bili to evangelisti umetne inteligence, ki so promovirali tehnologijo. Zdaj so to vodilni, odgovorni za stvari, kot so upravljanje tveganj, skladnost s predpisi in korporativno upravljanje. Akt EU o umetni inteligenci začne v celoti veljati avgusta 2026 in od podjetij zahteva, da natančno določijo, kdo je odgovoren, če njihova umetna inteligenca povzroči škodo. Čedalje pogosteje je to glavni direktor za umetno inteligenco tisti, katerega ime je zapisano na tem obrazcu. Verjetno to ni opis delovnega mesta, ki si ga je kdo predstavljal, ko so si izmislili ta naziv. Pa vendar smo tukaj. Medtem pa se je tudi vsebina konferenčnih klicev o poslovnih rezultatih potiho spremenila. Izraz podprto z umetno inteligenco ni več v modi. V ospredju so delovni tokovi usmerjeni v rezultate. Kar je, če to preberete dovolj počasi, zelo drag način, da poveste, da umetna inteligenca opravi določeno nalogo in lahko izmerite, ali je uspela ali ne. Sanje, ki so pripeljale do $725 milijard vredne izgradnje, so bile vedno nekaj bližje znanstveni fantastiki. UI, ki bi lahko vodila celoten oddelek, pisala strategijo, nadomestila celotno ekipo ali kaj podobnega. CAIOG z nadzornimi seznami za skladnost in obveznostmi iz akta EU o UI zdaj opravljajo delo, ki bi bilo ljudem, ki so pisali izvirna sporočila za javnost, povsem neprepoznavno. Revolucija je dobila službo v srednjem menedžmentu in razlog, da je pristala tam, je nekaj, kar industrija skuša opravičiti že od samega začetka.
Leta 2023, ko je bil ChatGPT še vedno le iskrica v očeh mnogih ljudi, sta odvetnika Steven Schwartz in Peter Ludica vložila pravno vlogo na Južnem okrožnem sodišču v New Yorku. Vloga je kot precedens navajala zelo resnično zveneče primere, z zelo resnično zvenečimi imeni in zelo resnično zvenečimi izidi. Vargas proti China Southern Airlines, Martinez proti Delta Airlines in Shaboon proti Egypt Air. In potem je sodnik P. Kevin Castell preveril te primere in noben od njih ni obstajal. ChatGPT jih je vse skupaj izmislil. Z absolutnim prepričanjem. Schwartz in Leduca sta bila kaznovana, javno osramočena in njuni imeni sta zdaj trajno povezana z eno najbolj svarilnih pravnih vlog v ameriški sodni zgodovini – Mata proti Avianca. To je bilo leta 2023. Stvari se niso izboljšale. Avgusta 2025 je ameriška okrožna sodnica Alison Bahus kaznovala odvetnika, katerega vloga je vsebovala 12 izmišljenih ali nepodprtih navedb od skupno 19. Kalifornijsko sodišče je dvema odvetniškima pisarnama naložilo plačilo nekaj več kot $31,000 stroškov, ker sta vložili, kot je sodnik opisal, lažno raziskavo ustvarjeno z umetno inteligenco. Februarja 2025 so bili 3 odvetniki iz nacionalne odvetniške pisarne Morgan & Morgan kaznovani zaradi istega razloga. Zdaj je več kot 1600 dokumentiranih primerov, ki vključujejo halucinacije ustvarjene z umetno inteligenco, pri čemer 79% odvetnikov poroča, da interno uporabljajo orodja umetne inteligence v svoji praksi. Zakaj se to še vedno dogaja? Zakaj to še ni bilo odpravljeno? No, ker se ne da. Veliki jezikovni modeli so v resnici zelo slabi pri iskanju informacij. Niso prilagojeni temu, da bi iz določenih baz podatkov pridobili dejstva in vam jih postregli na platnju. Njihov celoten mehanizem od začetka do konca je namreč napovedovanje naslednje najbolj statistično verjetne besede na podlagi vzorcev naučenih iz učnih podatkov. To je vse. Ko rezultat ni več resničen, v notranjosti ni nobenega alarma, ki bi začel tuliti. Redko se zgodi, da se vaš lokalni LLM dovolj poniža, da prizna, da v resnici ni prepričan o tem dejstvu ali kako je sploh logično prišel do tega. Model bo ustvaril tisto nadaljevanje, ki zveni najbolj verjetno. Včasih je to popolnoma natančno, včasih je to Vargas proti China Southern Airlines, primer, ki ne obstaja, opisan v prepričljivih podrobnostih zveznemu sodniku. Leta 2025 so raziskovalci OpenAI to dokazali. Njihov zaključek je bil, da so halucinacije velikih jezikovnih modelov tako velik del načina, kako ti sistemi ustvarjajo besedilo, da so postale matematično neizogibne. Isti napovedni mehanizem, zaradi katerega so uporabni, je tudi tisti, zaradi katerega lažejo. Enega ne moreš imeti brez drugega. Številke niso laskave. Primerjalna analiza iz leta 2026, ki je zajela 37 modelov, je pokazala stopnje halucinacij od 15% do 52%. To sans najboljši modeli, ki jih lahko kupiš za denar. Tudi najbolj zanesljiv med njimi se zmoti enkrat od 7 poskusov. Stanford je pri pravnih poizvedbah ugotovil stopnje med 58% in 88%. Pri povzetkih medicinskih primerov jih 64% halucinira brez omilitvenih ukrepov. Povprečje v industriji med vodilnimi modeli je okoli 22%. To pomeni, da je umetna inteligenca, ki jo je vaše podjetje uvedlo za pogovor s strankami, samozavestno napačna v enem od vsakih 5 stikov. Nekateri novejši modeli za sklepanje halucinirajo celo več kot starejši. Tehnologija se ne približuje ničli. Približuje se temu, da je manj katastrofalno slaba kot prej, kar je nekaj povsem drugega. Človeški zaposleni, ki bi se tako pogosto motil pri dejstvih, ne bi preživel prvega tedna v službi. Dejstvo, da so bili ti sistemi hkrati uvedeni za milijone ljudi, bi moralo sprožiti še eno očitno vprašanje. Če je to ta tehnologija, kdo na svetu dejansko služi z njo? Medtem ko so podjetja seznama Fortune 500 opuščala klepetalne robote, je podjetje Jane Street leta 2025 ustvarilo $39,6 milijarde čistega prihodka od trgovanja. To je več kot Goldman Sachs. To je več kot celotno trgovanje JP Morgana. In vse to je ustvarilo približno 3000 ljudi, ki so delali v 4 pisarnah z uporabo sistemov umetne inteligence. Samo v drugem četrtletju 2025 je Jane Street zaslužil $10 milijard in $100 milijonov. To je bil rekord za katerokoli trgovsko podjetje v zgodovini. Za primerjavo, Citadel Securities je za celo leto objavil $12 milijard in $200 milijonov, kar je 25% več kot leta 2024. Hudson River Trading je objavil $12 milijard in $300 milijonov. Ta podjetja so skupaj ustvarila več kot polovico prihodkov iz vzdrževanja trga v kvantitativnem trgovanju po vsem svetu. Po vseh merilih so to najbolj dobičkonosne uporabe umetne inteligence na svetu.
Razlog, da v njih v razpravah o umetni inteligenci niste veliko slišali, je preprost. Njihovi sistemi ne pišejo elektronske pošte in ne odgovarjajo na zahtevke za podporo strankam. Izvajajo posle v mikrosekundah pri $2 bilijonih mesečnega prometa z delnicami. V tem svetu so podatki tako čisti in povratne informacije tako takojšnje, da je halucinacija takoj razkrita kot draga napaka. Računska moč je enaka, povratna zanka pa ni. Ko se umetna inteligenca J Street zmoti, ji trg to takoj pove in ji za napako zaračuna denar. Pozabite na 90-dnevne odloge, medtem ko stranke vlagajo pravne pritožbe. Ni nobenega tribunala, ki bi sploh odločal, ali je bil rezultat zavajajoč. Napaka pomeni finančno izgubo, za nekatere celo finančni propad, kar sproži takojšnje ponovno učenje. Sistem se izboljšuje, ker si ne more privoščiti, da se ne bi. Zmagovalci AI revolucije so za zdaj podjetja, ki so našla probleme, kjer so napačni odgovori hitro zaznani, povzročijo resnične finančne izgube in prisilijo k takojšnjemu popravku. Ti AI modeli imajo nekaj, česar poslovni klepetalni roboti nimajo – brutalno poštenega sodnika. Podjetja brez tega so tista, ki zrejo v prazne podatkovne centre in neplačane račune za energijo. In račun za leto 2026 bo kmalu zapadel. CoreWeave je, odvisno od tega, koga vprašate, bodisi najpomembnejše podjetje za AI infrastrukturo v Ameriki ali pa najbolj poučen svarilni primer. Prihodki podjetja so zrasli z $16 milijonov leta 2022 na 1,9 milijarde leta 2024. V lasti ima in upravlja gruče GPU-jev, ki poganjajo pomemben del izgradnje infrastrukture za umetno inteligenco. Ima tudi $0,5 milijarde skupnega dolga, 7,5 milijarde obrestnih plačil, ki zapadajo do konca leta 2026 62%. Njegovih prihodkov pa prihaja od ene same stranke – Microsofta. Tisti isti Microsoft, ki je pravkar delničarjem povedal, da se mu prosti denarni tok sesuva in da njegov 60-milijardni program odkupa delnic ostaja nedotaknjen, ker si ga ne more privoščiti izvesti. To je nedvomno zelo draga stava na en sam odnos. Gradnja podatkovnih centrov za umetno inteligenco postaja finančnim zgodovinarjem vse bolj znana, podobno kot telekomunikacijski razcvet, ki se je končal z neuporabljenimi optičnimi vlakni leta 2001 in izbrisom $2 bilijonov tržne vrednosti v 2 letih. Infrastruktura je bila resnična, prihodki pa se nikoli niso pojavili. Zdaj se tla ponovno premikajo. Investitor Michael Burry, človek, ki je napovedal finančni zlom leta 2008, trdi, da hiperscalerji amortizirajo čipe podjetja Nvidia v obdobju 5 do 6 let. To pomeni, čeprav je njihova ekonomska življenjska doba bližje 2 ali 3 letom. Po njegovih ocenah podcenjena amortizacija v celotni industriji znaša približno $176 milijard do leta 2028. Medtem kitajski laboratoriji za umetno inteligenco v nekaj tednih zmanjšujejo zaostanek v zmogljivosti za najnaprednejšimi ameriškimi modeli. In to za delček stroškov. Nov model z javno dostopnimi utežmi iz Kitajske se lahko kosa z GPT-5 na inženirskih merilih, pri čemer je cena na žeton 6-krat nižja. Inteligenca postaja cenejša hitreje, kot se lahko amortizira infrastruktura zgrajena za njeno prodajo. Približno polovica podatkovnih centrov ZDA, načrtovanih za leto 2026, se že sooča z zamudo ali odpovedjo. In zdaj je Nvidia izdala namizni računalnik DGX Spark, ki stane $4700. Stoji poleg vašega monitorja in poganja modele, za katere je bilo še pred 2 letoma potrebno celo strežniško sobo. Če je takšna računska moč lahko na mizi, se povpraševanje po podatkovnih centrih v vrednosti milijarde dolarjev ni nujno, da se suje. Samo rasti mora počasneje, kot so vlagateljem obljubili. In ta razlika med projekcijo in resničnostjo je tisto, kar je $5 milijard infrastrukture spremenilo v zelo drago napako. In zdaj to lahko vidijo vsi. Zdi se, da AI revolucija ne izpolnjuje pričakovanj. Pravzaprav je morda še slabše. Oglejte si tempo porabe v višini $115 milijard. AI balon je pravkar počil. Če želite videti, zakaj se za tehnološke velikane prižigajo opozorilne luči, ali pa kliknite na ta video.